Danes je za nas, ki smo se zbrali v tem nesrečnem kraju, zelo lep dan. 25 let je minilo od tistega usodnega trenutka, ko sta nas zapustila Miroslav Molk in Anton Žakelj. Lep dan pa je zato, saj nam je po 25 letih uspelo dostojno obeležiti kraj spomina. Kraj, na katerem se bomo še naprej vsako leto srečevali. Danes je vesel dan. Zato ne bomo iskali in s prstom kazali na tiste, ki v preteklosti niso dobro opravili svojega dela, da je moralo preteči četrt stoletja za dostojni pomnik. Treba pa je povedati nekaj o odnosu do svojcev umrlih v tem obdobju. Že samim dejstvom, da smo birokratsko omejili čas trajanja vojne in je prinesla kup zapletov. Prvi zaplet je bil z statusnim priznanjem, da sta Anton Žakelj in Miroslav Molk sploh priznana kot žrtev vojne. Kot da smo dneve po končanih bojnih aktivnosti samovoljno kot taborniki taborili in uživali v naravi tamle čez progo. Po 10 letih so se morali starši pokojnih sami organizirati, da so takrat s pomočjo krajevne skupnosti Naklo postavili spominsko ploščo spodaj ob cesti. Ta plošča ni imela sreče. Že prav kmalu je bila poškodovana. Tudi drugo in tretjo je doletela podobna usoda. V vsem tem času pa so dobili še opozorila, da je potrebno ploščo odstraniti. Pred 3 leti, ko smo v občini Logatec ustanovili odbor Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, smo si kot prioriteto zadali cilj, da uredimo primerno obeležje. Prej se je govorilo, da se išče primerno zemljišče. Mi zemljišče nismo iskali, ker je bilo preprosto tukaj. Spomnim se prvega srečanja z lastnico, ki nam je z veliko mero razumevanja dovolila v uporabo tudi ta prostor, na katerem se danes nahajamo. Na njenem zemljišču, malo višje od tukaj, je tudi eno od morišč po koncu druge svetovne vojne, ki ga od takrat dalje urejamo. Iskreno zahvala gospi Nadi Horovatin za njeno prijazno sodelovanje. Gospa Nada nam je kasneje dala soglasje, da se uredi križišče in prostor za pomnik. Ko je bilo že dogovorjeno z izvajalcem in je svojim bagrom že bil na mestu, se je stvar zapletla. Menda je zmanjkalo denarja za znake o delu na cesti. Izvajalec Treven gradnje d.o.o. nam je vseeno uredil prostor. Tudi njemu se iskreno zahvaljujemo, saj smo lahko že v lanskem letu postavili drog in nam slovesno dvignili zastavo. Potem, ko je bil prostor nekako pripravljen, nam je priskočil na pomoč arhitekt gospod Milan Božič. Premlela sva kar nekaj idej, kako umestiti v prostor primerno vsebino. Drog za zastavo, ki je že stal, in skala, na kateri bo plošča, ki je prej stala ob cesti, je bilo potrebno dodati še simbol, ki slovenski narod zaznamuje že več kot 1500 let. Znano je, da umetnik lahko ustvarja, le če ima pri tem povsem svobodo. Zato smo se poskušali čim bolj držati ob strani. Na voljo nismo imeli veliko denarnih sredstev. Milan pa je pri tem znal izkoristiti materijale in znanje posameznikov, pripravljenih svoj denar in čas darovati v spomin na tiste, ki se niso obotavljali klicu domovine in so zanjo dali največ, kar lahko človek da. Kot vidimo danes, mu je to zelo lepo uspelo. Trikotnik sam po sebi, simbol 3 točk s črtami povezanih v celoto, je bila osnova za prostor. Kot v Svetem pismu Sveta Trojica, kot oče, mama in otrok, ki sta ena družina. Simbol križa kot vera v Boga, plošča z napisom kot narod in zastava kot simbol naše domovine. Posebna simbolika v prvem simbolu ni križ kot navaden križ. Iz mrtvega vzklije življenje. Tako je iz puste kamnite zemlje zrasel cvet, vsak cvet pa je cvet mladosti,
ki je le predhodnik sadu, ki iz njega zraste. Ta sadež pa do svoje zrelosti prehodi dolgo pot preizkušenim trpljenjem. To ga oblikuje, kot viharnik oblikuje viharnik. Sadež, ki dozori in umre, razkrije novo življenje. Ta pot pa ni zmeren tak. Kot simbol križa, malo pred vrtom, lahko vidimo kot simbol tukaj pred nami, kot križišče tukaj pred nami. Nad križem pa je simetrično nenatančno poševno odrezan viharnik, simbol nenadnega konca. Konca, ki ne dovoli mlademu plodu dozoreti in ustvariti novo življenje. Zato se vrnemo nazaj na križ. Križ upanja, ki daje življenje. To novo življenje, ki je vzklilo, pa je naša samostojna Slovenija. Ponosni na ta čudovit kraj pod Triglavom se bomo spominjali vseh, ki so umrli za domovino. Da, umrli so. Niso padli. Kaj ti pade predmet, pade drevo. Tudi človek se nekako ne pade. Pade s kolesom ali kako drugače. Navadno se pobere in gre naprej. Ko pa človek umre, pa je zgodba povsem drugačna. Še enkrat hvala vsem, ki ste nam pomagali in vsem, ki ste danes prišli, se poklonili Miroslavu in Antonu. Hvala.